Kakšna je v Sloveniji bolezenska slika na področju limfomov? Vemo, da so te bolezni pogoste, pojavljajo pa se z zelo različnimi obrazi. Kaj pravzaprav svetujete človeku, kdaj naj odreagira, na katere bolezenske znake naj se pospešeno odzove? V Sloveniji imamo na leto približno med 600 in 800 novih bolnikov z limfomi. To pomeni, približno 800 novih bolnikov pride na onkološki inštitut. Tu znotraj so pa potem različne poti teh bolnikov. Na kar naj bi bili bolniki pozorni, oziroma vsi ljudje pozorni, je pa njihovo bolezensko stanje, oziroma naj se opazujejo, naj se poznajo, naj vedo, kaj je za njih normalno in kaj je nekaj drugače. Če ta drugačnost traja predolgo, je to zagotovo znak za alarm. Oziroma treba je raziskati, kaj se s telesom dogaja, kaj se v telesu dogaja. Limfome drugače prepoznamo najlažje potem, ko se povečajo bezgavke, bodisi na vratu, v pazduhah ali dimljah, tam najpogosteje. Lahko pa se pojavi limfom kjerkoli. Limfociti, se pravi celice, ki so normalno prisotne v krvi, so prisotne v celem telesu. In se lahko limfom pojavi od možganov do želodca, do kože, skratka, in od tega je odvisna tudi klinična slika. Zdaj, če pa gremo po skupnem imenovalcu, kaj pa limfomi, kateri simptomi so tisti, ki so najpogostejši, so pa to zagotovo nočno potenje. To pomeni potenje, kjer se človek 2 do 3-krat na noč po noči preobleče, ker se prepoti v zgornji del telesa. Potem je to nenamerno hujšanje. To ni hujšanje kilogram ali 2 v 2 mesecih, ampak gre za 5-6 kilogramov v 3 tednih ali še manj. Huda utrujenost, ljudje ne zmorejo, nimajo energije za redne svoje aktivnosti, ki jih imajo radi. In pa seveda pojav vročine. Vročina, ki nima za sabo nobene jasne okužbe, ampak se pojavlja predvsem popoldne ali proti večeru, po noči spontano pade in zjutraj človek v redu. In če pogledava še možnosti za zdravljenje teh bolezni, pravzaprav slovenska medicina zagotavlja dobre obete. Problem pa je zdaj v času epidemije, ko tudi vi opažate, da pacienti vse prepozno pridejo do specialističnega pregleda, do celovite diagnostike in seveda do pravočasnega začetka zdravljenja. Najprej želim omeniti, da imamo v Sloveniji res srečo, ker so vsa možna zdravila, ki jih zahodni svet pozna, nam na voljo. To pomeni, naši bolniki so zdravljeni enako kot bolniki v Ameriki ali v Angliji ali v drugih delih zahodne Evrope. Seveda zdravi se s kemoterapijo limfome večinoma, nekateri se zdravijo z opazovanjem. To je spet stres za bolnika, ker limfomi, ki potekajo počasi in ne dajo simptomov, jih opazujemo. In to je vedno stres za bolnika, tako da je treba veliko pogovorov, veliko časa, zato da človek nima občutka, da se z njim nič ne dogaja, ampak da razume svojo bolezen. Seveda zdaj v času, ko so sprejeti ukrepi proti covidu, je težava ta, da bolniki ne pridejo zaradi svojih težav do zdravnika, da so odzivni časi zdravnikov, s katerimi bolnik komunicira, bodisi po e-pošti, bodisi po telefonu, včasih predolgi, ko ima človek akutno težavo, rabi akutno obravnavo. In zato potem dobimo mi bolnike, ki so bistveno, bodisi pridejo v napredovalnem stadiju, bodisi pridejo z zmanjšano svojo rezervo telesno, zato ker bolezen terja svoj davek. To pomeni slabši izhod zdravljenja, to pomeni več stranskih učinkov ob zdravljenju. Tako da, če ima kdo težave, ki ne minejo, naj gre do svojega zdravnika.